Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Dobrodošli v podcastu Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Nocoj je z nami Branko Cesnik, pater kleretinec, rimskokatoliški duhovnik, sicer pa teolog, filozof. Poznamo vas kot kolumnista, tako na Družini kot na Radiu Ognjišče. Lepo pozdravljeni. Hvala lepa za povabilo. In seveda že cel teden se pogovarjamo o uspelem referendumu, padcu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, s čimer se aktualna koalicija, tako se zdi, ne more sprijazniti in glavnega krivca je našla v cerkvi. In o tem bova danes govorila. Imamo v Sloveniji težave s kristjanofobijo, jo imamo tudi v širšem pomenu, in ali se cerkev na vse te očitke pravilno odziva, oziroma bi kristjan moral po svoji stari navadi nastaviti drugo lice, ali pa seveda odreagirati drugače. Ampak, gospod Cesnik, začniva pri zapisu, ki vam ga bom prebral, pa ga boste vi komentiral. SDS plus Oprode plus NSI, Cerkev, Zdravniška zbornica plus GZS, KGZS, OZS. Nikaj, organiziral se je Črnuhar dobro. To mu priznam in menim, da je skrajni čas, da leva sredina odvrže plašča razumevanja in toleriranja, ker ko bo prepozno 3 pikice. Skratka, gre za zapis poslanke Svobode Lene Grgurevič na Facebooku. In zdaj se vsi sprašujemo, kdo je Črnuhar, vemo pa, kaj v ljudskem izročilu ta črni pomenijo. Ste se vi prepoznali v tem? Dobro, v Nemčiji je to čisto normalni izraz za desnico, ne črni. Desni, pač vezani malo na črnino duhovniškega plašča. Čeprav danes, če greš po Ljubljani, so v črno oblečeni mladi, ne zlasti, bi rekel, bolj mladina črna, kot pa mi duhovniki, smo že bolj casual oblečeni. Torej, ja, ta zapis gospe Lene je srhljiv, ne. Prvič, sam izraz Črnuhar je pač, če rečeš črni, mogoče res misliš nasprotnik. Če rečeš Črnuhar, pa to iz nabora rasističnih izrazov, ne, niger, črnuhar, to so rasistični izrazi. Ampak verjetno tukaj ni mislila barve. Ja, ni mislila verjetno tega, ampak verjetno mislila to, zdaj. Ampak seveda tu je označen, seveda tak nekako motivira svoje ali sebe, da uočijo glavnega sovražnika, ne, ki se je dobro organiziral, in navede vse te organizacije, nekako, ki so pomagale, da je referendum zmagal, oziroma da je padel predlog o zakonu o asistiranem samomoru. No in potem zanimivo, ona ima to dikcijo, da se odvrže plašč razumevanja oziroma tolerance. Ne. A je kdaj bilo to razumevanje? Točno, to zdaj pomeni, da ga nikoli ni bilo, ne. Da je vse skupaj ena maska. Ona nekako med vrsticami, oziroma že kar direktno prizna, to smo imeli en plašč, ki ga rabimo, da v demokraciji funkcioniramo, da lepo izpademo, ne. V bistvu pa spodaj kaj? Je očitno, ne, tiste 3 pikice pomeni nasilje, verjetno, ne, ali pa obračun z nasprotnikom, in skoraj tako zveni kot neka napoved državljanske vojne, ne. Jaz sem in tudi sem napovedal, na Radiu Ognjišče sem to komentiral, sem tudi napovedal, da bodo stopili v njej v bran mediji, njeni mediji, oziroma bolj te levo čuteči mediji, in to se zdaj tudi dogaja, nekako jo branijo po dolge in počes. No, branijo jo predvsem poslanski kolegi, ne. Ja. Mediji. Recimo, sem videl neke novinarske zapise, tudi v tem smislu, saj ni mislila tako, ne, pač. Ja, na koncu se je pravzaprav sama na Facebooku poskušala iz situacije izvleči tako, da je v bistvu rekla, da je mislila Janeza Janšo, najbolj priročna tarča. Ja, zdaj to... Ne verjamemo, da je to res mislila, ob tem, da je naštevala Cerkev, Zdravniško zbornico. Tako, ja, tako. Pač te nasprotnike, ne, pred katerimi zdaj pač nekako se čutijo poražene, ampak poraza ne smejo priznati, ne. Demokracija je tudi stvar čustev, ni samo stvar razuma, ni samo stvar političnih načrtov in akcije, tudi stvar čustev. In jaz razumem, da nekdo jo doživlja zelo čustveno, tudi volitve, referendume zelo čustveno, in potem poraz zelo težko prenese. In to se mi zdi, da bolj je izraz enega čustvenega stanja, neke frustracije, in je gospa enostavno izlila svoj gnev iz tega čustvenega stanja. Tako da jaz bi načeloma, čeprav opozarjam, besede same po sebi so zelo nevarne, so podpihovalne, napoveduje tiste 3 pikice lahko grde obračune z
političnim nasprotnikom, celo nasilne lahko razumeš, ker se odvrže plašč razumevanja in tolerance. Ne? Torej, ampak bi tudi nekako z eno dobrohotno sodbo videl, ne, da pač ne znajo eni prenesti poraza preprosto. Ne? Ja. In potem eksplodirajo v neko čustveno stanje in jezo. Zdaj pa tako je, ne? Zdaj pa so tu priročne, pa je X, pa je Facebook in ti lahko to vržeš kar ven in naenkrat si v javnosti, potem pa je že prepozno, ne? Potem pa že prvi naredi screenshot, več ne moreš izbrisati, tudi če hočeš, ampak v tistem trenutku si pa rabo mogoče neki ventil. Tako da pač izrev politik je za na to zelo pozoren. Zdaj, samo se spomnim, koliko so Janši očitali, ne? Če je bil prehiter na Twitterju svoj čas, zdaj pa sami delajo podobne in hujše napake. No, ampak se zdi pa se, ne? To pa v tem delu imate prav, da tudi na javni televiziji je bilo po uspehu tega referenduma zaznati neke vrste opravičevanje, zakaj je ta referendum uspel, z nekimi mnenjskimi komentatorji, ki so se zdeli izrazito naklonjeni političnemu polu, ki je ta referendum izgubil. Ne? Češ druga stran ni igrala fair, je politizirala, ne, zavajala in Nataša Sukič iz Levice je potem tudi v kamere rekla, lagala. Ne? Ljudje so nasedli na laži rimskokatoliške cerkve. Kako pa to jemljete vi kot duhovnik? Ja, torej, treba povedati, kje smo lagali. Ne? Prvič, če mi rečemo ne ubijaj in da to peta Božja zapoved, to je 3000 let star dokument Mojzesovih Božjih zapovedi, ne, ki jih je Mojzes prinesel z gore Sinaj, torej mi tu nimamo kaj, mi samo ponavljamo to, kar je že v stari zavezi. Torej, spoštuj življenje, ne ubijaj, tako ali drugače. In že v stari zavezi je tudi samomor razumljen kot kršenje pete Božje zapovedi. Asistiran samomor, pomagati pri samomoru je dejansko že tudi kršenje pete Božje zapovedi. Mi se tega ne izmišljujemo, to imamo 3000 let v sebi. Pač ti pobudniki tega zakona, ti, ki imajo tako željo po evtanaziji, bi morali vedeti, tu je cerkev, ki ima taka prepričanja in to je judovska skupnost, ki ima podobna ali pa skoraj ista v temle načelo ne ubijaj. In tu je islamska skupnost, ki ima podobno načelo ne ubijaj. Ne? In tu imaš ti avtomatsko nasprotnika. Oni so se tako, da so se zbudili, cerkev pa se je dvignila proti nam. Ja, čakaj malo, mi to 3000 let, torej kot judovsko-krščanska tradicija, kot cerkev pa 2000 let trdimo, ne? To ni neke velike novosti. Pridigate konec koncev o tem skoraj vsako nedeljo. Ne? Ja, tako rekoč, ja. Ne? Božji. In oni zdaj to našo veliki teološki nauk ali pa našo veliko duhovno tradicijo skrčijo na neki zdruzek politične akcije, ki se je zgodil zdaj samo v tem referendumu in da smo z neko hudobijo ali celo pomanjkanjem sočutja do hudo trpečih šli v akcijo. Ne. Tu mi nič ne lažemo, mi smo taki smo 2000 let taki. Ne. To je naša narava, naša doktrina. Seveda, drugo pa je potem, da ko razkrinkaš tudi zakon. Zdaj, ta zakon je bil razkrinkan, ne, torej se teh luknje v zakonu, nejasna dikcija, ne vem, že samo to neznosno trpljenje. To je lahko vsako trpljenje, ne? Na koncu psihično trpljenje, na koncu tudi ni merilca trpljenja. Nekdo reče, neznosno trpim, ti mu ne moreš zazmeriti. Je res, ni res, ne? To je zelo nejasen pojem. Recimo samo to. In ko smo mi servirali, ne samo mi, ampak zdravniki, ko se je ta, bi rekel, jaz temu pravim, antinihilistična fronta se je formirala. Ne? Če tudi bi referendum zgubili, je bilo dobro to, da se je dvignilo zdravništvo, da so se dvignili klasični humanisti, da so se dvignile verske skupnosti v neko antinihilistično fronto. No? 7 verskih skupnosti je nasprotovalo temu zakonu, vsi praktično, ampak kriva je pa samo cerkev. Ne? Ja, zato ker nas pač, oni imajo nas za zgodovinske nasprotnike, ne? In mi smo zmaj, pač nadsovražnik, recimo Janša je sovražnik, ne? Sovražnik, ki bi ga oni otopili v žlici vode, če bi ga mogli, ne? Pač to je njihov sovražnik od Depaleve si naprej, recimo, gradijo ta lik tega demona, ne? Ampak tisti nadsovražnik v ozadju, veliki sovražnik pa je še vedno cerkev.
Tudi Tito je leta 45, novembra 45 imel za pariški levi dnevnik L'Humanité, je imel intervju in ko je razlagal situacijo v Jugoslaviji in kako se bo zdaj razvijal takrat so bile že upravljene te Martinove volitve, ko je zmagala Titova stran in se vedel, da monarhije več ne bo, ne 100%, je rekel, na koncu pa imamo našega največjega nasprotnika in največjo reakcijo v kleru. Ne, to je on napovedal že leta 45. In s to mentaliteto, da je kler, ali pa v smislu kler krščanstvo, ne, tisti veliki nasprotnik, ki ga treba rušiti, s to mentaliteto so gradili bodisi socializem, bodisi zdaj tudi gradijo to levo identiteto. O tem ste veliko predavali, ne? Kako se je Udba lotevala duhovnikov? Ja, torej, vse potem na operativni ravni je pa to bilo tako, da ta boj s cerkve več čas potekal. Itak, zalezovanje duhovnikov, praktično vsak duhovnik, vsak župnik v socializmu imel enega špijuna nekje v okolici cerkve, ki je živel in ki je poročal o njem. To samo anekdota, je to res? To je res. To je res. Približno 3 na eno krajevno skupnost so bili, ki so se aktivirali, kadar je trebalo, da so pobrali informacije tudi o duhovniku. Moj prijatelj, policist, ki je začel službo kot ljudski miličnik na podeželju, mi je sam povedal, da je med prvimi nalogami bilo med drugim kontrolirati, kaj župniki v nedeljo pridigajo. To se pravi 80. leta, sredina 80-ih, par let pred osamosvojitvijo so še kontrolirali duhovnike, kaj govorijo. No, ampak zdaj pa vas bom mečkan ustavil. Jaz sem bil študent pred 20 leti, 18 leti, pa mi je profesor, ne bom ga imenoval, na fakulteti za družbene vede, nam je študentom takrat tudi rekel, pojdite in poslušajte o cerkvi, kaj bodo povedali. Bližale so se parlamentarne volitve 2008. Ja, oni so torej, ne razumejo cerkve in so obsedeni s to njeno, bi rekel, družbeno razsežnostjo. Enkrat sem bral enega ameriškega avtorja, žal se ne spomnim imena, je rekel, da tudi svetovni mediji, ne levi, desni, ampak tudi nasploh svetovni mediji religijo razumejo v nekih 20%, kaj je religija. To je tistih 20%, ki so bolj družbeno vidni ali pa politično otipljivi. Sociološka moč cerkve, finančna moč cerkve, njen moralni vpliv v družbo, njeni mediji, njena akcija v neki situaciji, tako kot je zdaj referendum. Potem pa imamo 80% cerkve, molitev, mistika, veliko neformalne dobrodelnosti, življenje malih skupnosti, cerkvena gibanja, bogoslužja, stare običaji, romanja. To pa ne vidno, tega sploh ne znajo ovrednotiti. In vedno se zapičijo v tistih 20 vidnih procentov ali 20% vidne cerkve ali pa politično vidne cerkve, kakor jo oni hočejo videti, tisto se zapičijo in s tem operirajo. In običajno, zato jaz se včasih kar smejim, ko poslušam slovenske religiologe. Slovenski religiologi so, jaz sem študiral religiologijo v Rimu in je to bil meni zelo ljub predmet, ker mi je religiologija z svojim, torej znanstvenim, sociološkim pristopom, pa seveda za razlago simbolike, mitov in tega, kar pač sestavlja religijo, mitološka govorica, simbolna govorica, rituali, torej, da mi je eno distanco vzpostavil do lastne religije, da znam malo ven stopiti in se videti skozi prizmo ene znanosti. Medtem ko pa v Sloveniji imaš te ljudi, ki se ukvarjajo z religijo, predvsem kot z nasprotnikom. Ne kot s predmetom preučevanja, ampak kot z nekim družbenim pojavom, ki je nekako negativen in oni ga zdaj morajo prezentirati, označiti za negativnega in nekako tudi že usmeriti neko bitko proti njemu. In to kar naprej doživljamo. In je žalostno, ker potem v družbi nimaš sogovornika. Jaz se ne morem zdaj pogovarjati z ljudmi, ki v meni zdaj ta hip ne vidi duhovnika, ki je danes imel pogreb, pa sem ga imel, ki je danes s pevskim zborom ukvarjal, pa sem se, ki je danes skupaj z verniki postavil adventni venec, veliki adventni venec, ogromen pred cerkvijo, pa sem, ampak vidi v meni samo enega, črnega desničarja, ki je nevaren, ki bo zdaj ljudi peljal proti napredku, torej nekaj zarotnika napredka. In to imamo kar naprej to težavo, in v slovenskem prostoru je potem še toliko težje, recimo zdaj, ko je
Bog mu daj večni mir in pokoj, umrl gospod Zdenko Roter, ne, da so njega označili za utemeljitelja slovenske religiologije. On, ki je začel pot spoznavanja religije kot udbovski zasliševalec. Sicer je on igral, vse tako pravi, ne, tam tako maske so padle, da je igral vlogo nekoga, tistega dobrega fanta. Ne? Imaš slabega fanta, ki zaslišuje, in dobrega fanta. Ne? On je običajno bil ta dobri fant, ki je potem malo zgladil neke stvari, ampak bil je sistem udbe. Torej, bil je tam notri. Ne? In zdaj ga potem je pa učil religiologijo in je učil te ljudi in je seveda ta dediščina dejansko komunističnega represivnega sistema in njegovega pogleda na religijo se prenaša še danes v leto 2025. Ja. No in pa sej, tudi v tednih pred tem referendumom se je Svoboda precej ukvarjala s tem, ne, kaj se govori v cerkvi, in precej ste bili kritizirani, da ste se, brez da bi se prijavili v referendumsko kampanjo, pravzaprav aktivno vključili in nagovarjali vernike, kako naj glasujejo na referendumu. Recimo konkretno Tamara Vonta na Facebooku je objavila del pridige, ki je bila izrečena, mislim, da v Kopru pri Maši. Ne? Tudi danes se to dogaja. Referendum o evtanaziji oziroma o asistiranem samomoru ni boj za oblast. Cerkev se striktno zdrži boja za oblast. Zato cerkev ne organizira političnih strank, ne stoji za političnimi strankami in duhovnikom je prepovedano politično delovanje, že po cerkvenih pravilih. Jaz ne smem stranko stopiti. Ne? In mi se držimo tudi pravila, da političnih stvari ne oznanjamo, strankarskih stvari ne oznanjamo pri maši. Jaz sem to pravilo prekršil prvič, ko so me prišli prositi iz Desusa, naše Desovci na vasi, pater, skuhali smo ogromno golaža, tega ne bo nihče pojedel, če ne bodo izgledali ta prišli. Rečite jim, naj pridejo na golaž. Ni treba reči, da Desus, ne, naj pridejo na golaž. In sem potem prekršil to pravilo, da sem rekel, škoda golaža, ite tja, ne, in tam je Desus spil. Okay. Potem včasih imaš stranka, Nova Slovenija ima mogoče kako stvar, v kateri je tudi sveta maša, maša za domovino, ne. Takrat se ne moreš izogniti, rečeš, imeli bomo mašo za domovino, organizator dogodka je Nova Slovenija. Ne? Ampak poudarek je na maši za domovino, to ni reklama za stranko. Torej, načeloma se mi strankarskega delovanja zdržujemo in je tudi greh, če bi jaz to delo. Ampak en taki referendum pa ni boj za oblast. To je vprašanje človekovega dostojanstva, vprašanje smisla življenja, smisla smrti, smisla solidarnosti, sočutja, zdravstva, nege. To ni zdaj striktno dnevno politična ali pa strankarsko politična tema. In tudi v tem referendumu stranke niso bile tako zelo v ospredju, kar je dobro, da se lahko civilna družba manj obremenjeno izpostavila. Ne? Zdaj, če bi recimo desne stranke bile močno v ospredju, potem ti kot duhovnik nekaj rečeš, pa ti takoj reče, si na strani te stranke. Ne? Zdaj so pa stranke le malo bolj nazaj stale in smo lahko to pač se vključili. Seveda, jaz mislim, da se tu ni kršilo načelo ločenosti cerkve in države. Kršilo pa se bi, če bi se cerkev oglasila glede recimo sestave parlamenta, pa da bi svoje ljudi v parlamentu imela, ali pa neke podtaknjence. Ob nedeljah pred parlamentarnimi volitvami nikoli ne pozivate vernike in vernice, katero stranko ne volijo, ali pa vsaj kateri politični pol ne izberejo? Ne. Načelo pa poveš, volimo stranke, ki niso v nasprotju z našim katoliškim, moralnim ali družbenim pogledom na družbo, se pravi cerkvenim naukom o družbi, in poveš, recimo, se pa pričakuje, da volimo stranke, ki nas ne sovražijo, ki nas ne preganjajo. Ne? To se imamo pravico samo obrambno reči. Ne bomo volili stranke, ki nas sovražijo. Ne? Ampak imaš pa ljudi, zdaj pa stranka je v večjih slojih. Ne? Lahko imaš vrh stranke z nekimi antiklerikalnimi izpadi, potem pa ljudstvo ali pa terence iz tvoje fare, ki so pa čisto v redu farani ali pa celo pojejo na koru. Ne? In jaz recimo v moje fari, jaz imam v cerkvi leve in desne.
Ne, levo sredino, desno sredino. Zadnjič smo imeli debato celo z bolj tako navihrano debato z SDS-ovci, z našimi vaškimi. In so mi rekli, da bodo pred mojo cerkev, našo cerkev v Fari, postavili stražo, da ne bojo več komunisti noter hodili. Kjeri komunisti pa ne? Ja, veš, kaki vse grejo noter. Se vem, da grejo tudi levičari noter. In da kakšen bo tudi berilo prebral, ne? Vse levičarstvo ali pa socialna ideja, kar je nekje v osnovi levičarstvo, je blizu krščanstvu. To ni tako strašno stran od krščanstva. Socialne ideje, ne pa verjetno komunistične. Ne pa komunistične ali pa komunistični ateizem, ne? Ja. In tu moraš biti tak, torej, tako na ravni, bi rekel, terena, ne? Imaš leve in desne, pokopavaš leve in desne. Ne, in ne moreš zdaj tu se opredeljevati, že pastoralno modro ni, ne, da bi potem politično čutete, drugače politično čuteče nekako odrinil v stran iz cerkvenega občestva. Kar je razjezilo poslanko Svobode, pa ne samo prej omenjene Lene Grgurevič, ne, pa še marsikoga, je bila objava na Radiu Ognjišče, s katerim tudi vi sodelujete, ne, da je v bistvu Bog zmagal v boju s hudičem. Ne. Očitno so to na levi dojeli, kot da so oni pravzaprav hudič. Ja, sej to. Seveda, to je bil citat vzeto teh rudarjev v Peruju, ko jih je zasulo in so bili v Čilu, in so bili v popolnoma izgubljenem položaju. Ne. Potem so naredili tudi film, mislim, da Banderas igra film, glavno vlogo. Ne. Torej, ja, ta citat, ja, torej, v smislu, jaz sem se ga bolj tako razumel, ne, da smo bili res v izgubljenem položaju, ne, da se je tudi napovedi, ki so bile še par dni pred referendumom, da itak bomo zgubili, pa že prej, ne, pa vse proti nam, govorili se, cerkev bo doživela Waterloo, od katerega se ne bo več k sebi spravila, ne. Ta Waterloo je celo krožil okrog, ne. In vse to, in to je res potem si tako, kot oni rudar v izgubljenem položaju, vse je zgrnjeno na tebe, ni izhoda, ne, kako boš zmagal, če imaš medije proti sebi, politiko, ne, intelektualce nekatere in podobno. Bolj v tem smislu brat, ne. Je pa seveda, je pa to tudi provokacija, ne. Ampak, dobro, tudi mi imamo to versko svobodo, da recimo interpretiramo kako stvar na bolj teološki način, v tem primeru bolj demonološki, ne. To je ena izmed govoric, ki jih pač v religije uporabljajo. Ampak sej, je pa tu precej provokativno, ja. Čeprav razumem vero, ne, pa imam zakramente, ne, če sam končaš življenje proti Božji volji, pač v nebesa ne moreš. Ja, zdaj, po stari teoriji je to smrtni greh v trenutku smrti, ne. In ker se ga nisi mogel pokesati, ker samomor ti ne dovoli, da bi ti še se ga pokesal, torej greš smrtnim grehom pred Božji prestol. In ker imaš smrtni greh, ti je ni oproščen. In potem samomorilec je bil razumljen že avtomatsko kot pogubljenec, da pa ne bi drugega posnemali, pa ga tudi niso pokopavali cerkveno, ne. Oziroma so ga nekje pokopavali na robu pokopališča, ponekod celo izven pokopališča. To je bilo še na začetku prejšnjega stoletja. Potem pa tudi s pomočjo psihologije smo prišli do spoznanja, da samomorilec v trenutku samomora ni čisto svoboden, ne? Ker za hudi greh, pa za en strateški greh, taki, ki te prepelje v pekel, moraš biti tudi popolnoma svoboden. Moraš premisliti zlo in se zavestno, svobodno zanj odločiti. In samomorilec verjetno v tistem trenutku nima tega. Jaz sem vsako leto pokopljem kakšnega, no zdaj vsako leto, ampak vsako drugo, tretje leto pa ne, pokopljem kakšnega samomorilca, tudi mladega, ne. In potem se o tem pogovarjamo z domačimi. In skoraj vedno pridemo do tega trenutka, da ugotovimo neko zamegljenost, ne, da na koncu on bil dejansko, že sama tesnoba je tako, da mu zamegli razum, ne, da ne more čisto razumsko in svobodno se odločiti za ta greh. Zato tudi več samomorilcev ne jemljamo kot avtomatske pogubljence ali pa avtomatsko tiste, ki slabo vplivajo na vse ostale, ne, ker so lahko vzor obupa, ampak jih pokopavamo lepo krščansko kot vsakega drugega.
Ne, ampak to delamo že zdaj 50 ali pa še več let, ne, ampak jaz vidim ta propaganda, ki pa je govorila, pa je, kot da še mi danes brcamo v stran te uboge ljudi, ki so naredili samomor. Ampak kako pa bi bilo v primeru, ko bi samomor financirala država, o tem bi odločala neka komisija, zdravniki, vse bi bilo naprej premišljeno, skalkulirano, ne? Ja, torej, država si vzame to, proti čemur se je sama moderna država borila, da ne bi ona bila opravljavka s smrtjo. In zato so moderne demokracije ponosne, da so ukinile smrtno kazen. Da torej država in smrt sta ločeni. No, tu se pa smrt vrne kot opravilo države, se vrne nazaj. In ne samo opravilo države, v tem zakonu se smrt vrne, oziroma tu se pa ne vrača, ampak se vsili zdravnikom, ker zdravniki niso služabniki smrti. V tem primeru se pa vsili zdravnikom, da postanejo služabniki smrti, da torej izvajajo smrt, ne? Da pomagajo, celo je ena dikcija, da pomaga, če tablete ne primajo, da potem nekako še pomaga. Ne vem, kako je to mišljeno, ne? Skratka, in tu je šlo za eno perverznost, da se torej, zdravniški poklic pokvari, sferderba, totalno. Ne? In tu država potem dobi moč, seveda ona simbolno potem strašno zraste, če spet upravlja s smrtjo. In država zraste pa tudi politično, njena teža, ker zdaj ona ima tudi en atribut Božjega. Ne? Po teološkem gledanju, opravitelj s smrtjo in življenje je Bog. Bog da življenje, mi življenje sprejmemo kot dar. Potem pa življenje gre, se vrne k njemu, mi upamo na vstajenje, ne? Ampak spet je on tisti nekako odločevalec ali pa tisti, kateremu se prepustimo. Ne hitimo v smrt, ne iščemo smrti, ampak se prepustimo, ne? Da se zgodi. No, v tem primeru pa torej, ta lastnost odločevalca o življenju in smrti prevzame država, to je ena božja lastnost. Ne? In tu so že potem lahko neki zametki tudi novega totalitarizma. A lahko še kaj poveva o tem, kako se z umiranjem spopadajo različne družbene skupine? Zdaj, predlagatelji zakona so govorili o dostojni smrti. Ne? Zdravniki govorijo o alternativi, ki je paliativna oskrba. Ne? Zdaj, v cerkvi poznamo nekaj, kar je sveti zakrament bolniškega mrzeljenja. Ne? Kaj je to? Ja, torej, načeloma, to je še en drugi veliki problem tega referenduma, da smo poskušalo se redefinirati dostojanstvo človeka. Torej, direktno se je reklo, in tudi predsednik vlade je to direktno rekel, da dejansko kdor hudo trpi in je v polni nezmožnosti, da skrbi za sebe in še trpi, da torej, ni več človek. Da to več ni dostojno. Ne? To, kar je rekel predsednik vlade, to razkriva v prvi fazi hedonizem. Hedonistični pogled na svet, se pravi, človek je človek, dokler lahko uživa, ne? Dokler lahko privošči, dokler je, ne vem. Potem, ko pa to več ni, pa se iz hedonizma preklopi v nihilizem. Pa ni nič. Ne? In potem več ni vredno živeti. To prevrednotenje trpečega človeka je strašno. To je zelo kruto, da si je to sploh upajo tako govoriti, koliko ljudi trpi, a zdaj niso več ljudje, nimajo dostojanstva. Ne? Koliko ljudi? Ne vem, že na dan pogreba vdova zelo strpi, a takrat brez dostojanstva, ko je popolnoma zmaličena od duševne bolečine, ker izgublja moža, recimo. Ne? Torej, imamo ta pogled in tu je strahotno. Medtem ko pa mi v cerkvi pa vidimo marsikaj, no, zdaj, to bi moral biti bolniški župnik, da bi povedal več. Ampak tudi mi, duhovniki z terena, ki smo poklicani k bolnikom, marsikaj vidimo. No. Vidim ljudi, enkrat sem videl gospoda, ki je tako trpel, smo bila skupaj z medicinsko sestro pri njej, ona mu je dala tisto dozo, mislim, da je bil morfij, on je imel raka in ona je šla od njega in on je tako stisnil roke, dajte mi še eno. Ona več kaj eno ni smela dati, ne. On je prosil še za eno. Tak je trpel. Ampak me je pa zraven ženo, ki ga veš držala za roko.
do zadnje minute. Recimo to. Potem sem pa bil pri enem bolniku, celjskem poslovnežu, ki je imel raka pri 60-ih, hudega, hitrega, ki pa je zavračal protibolečinske pripravke, take ali drugače, da bi bil do konca buden pa s svojimi. In rajši trpel, sprejel je bolečino, trpel, da je lahko svoje čim dlje časa gledal. In jih imel ob sebi in se ga tudi za roko držali. Ne? To so tako različne situacije. In zato tu eno politikanstvo, pa ena taka preprosta rešitev, če ne more uživati, je pa nedostojen, ne? Ali pa celo tisti lapsus, ki ni bil lapsus, ne? Smola, da imaš, to imam jaz. Jaz imam živo in nepokretno mamo, to imam jaz. Ne? Ampak moja edina smola je, če ne najdem parkirišča pred domom ostarelih občanov Ptuj. Tukaj ste ciljali na premijevo izjavo. Če so vaši starši še živi, če imate to smolo in so nepokretni. Živi nepokretni, ja. Torej, to nevarno prevrednotenje. Medtem ko pa naš nauk je, torej, da pravo smiljenje je biti s trpečim, ne odstranjevati trpečega, ne ga zaničevati, ne ga omalovaževati, ampak biti z njim, ne? In mu lajšati bolečine. Jaz mislim, da tu celo eno izhodišče, ki bi zdaj poraženci referenduma in zmagovalci referenduma lahko prišli skupaj. Vsi hočemo lajšati bolečine težke bolnim ljudem. Osebno poznam kar nekaj ljudi, ki so verni, ki hodijo v cerkev, pa so bili naklonjeni temu zakonu, ker se bolijo počasne, boleče smrti. Jih lahko razumete? Ja, strah, mene tudi strah. Jaz bi se zalagal, če bi rekel, da me ni strah. Ampak jih lahko razumete, da so se s tem nekako uprli temu, kar vi učite. Ja, bolj kot upor, bi jaz rekel, bolj poziv, ne, a bo kdo stal ob moji smrtni posteli. To sem jaz zdaj v svoji duhovniški poti videl, ne, da je trpljenje lahko hudo, ampak je zmanjšano, če so tvoji zraven. In da je lahko trpljenje manj hudo, ampak povečano, če ni nikoga zraven posle. Če si samo ena številka ali pa nekdo več v neki tehnično dovršeni, sicer paliativi. Ne. No, tako, jaz mislim, da to bi tudi referendum o moči surove človeške solidarnosti. Jaz mislim, da te surove, naravne človeške solidarnosti je še vedno toliko, da lahko vsak umre dostojanstveno, ne, z nekom ob sebi. Je bil to tudi referendum o moči cerkve pri nas, ne? Zdaj, marsikdo se je bal aktivacije cerkve na levi, ne? Zato tudi prihajajo te kritike, ne? Zakaj se je cerkev vključevala, da se ne bi smela, ne? Če ampak to se je že začelo takoj v poletju, takoj, ko so prišli iz Maldivov, ti naši politiki, ali tako že, se je že začelo. Pa menite, da je tukaj cerkev kot največja nevladna organizacija v državi odigrala svojo vlogo? Ne? Tu je zdaj cerkev se tu vedla mogoče malo drugače kot v prejšnjih letih. Ne, ne vem, če samo izpostavim, te izjave škofov in voditeljev verskih skupnosti, to so že malo standard, ne, ampak recimo ven zelo tolče, v pozitivnem smislu seveda, nadškof Zore za tistim svojim postom, kjer je glasovnica proti in da pač proti samomoru, ne, in takrat je marsikomu dvignilo dekel, da to pač nadškof ne more. Ja, kaj ne more? Se je državljan, se je človek, se ima svoje mišljenje, on lahko pove, da bo on proti, ne. In zakaj bo proti. Ne. Če lahko recimo nek drug nevladni inštitut, Osmi marec z leve strani, pa njena predsednica objavlja in počne, kar želi, pa jo mediji povzimajo, zakaj ne bi na drugi strani predstavnik največje nevladne organizacije? Ampak je tu tudi neki urok prebil nadškof, je prebil neki urok, ki je povezan z nekim strahom pred javno izpostavljenostjo, ki je nekako obvladoval slovensko cerkev v zadnjih 10-15 let, mogoče ne, po tej mariborski aferi. Ne. Torej, ali te teorije dejansko držijo, ne? Da je šla cerkev neke vrste samo izgnanstvo po tej sramotni aferi zvonov? Ja, ne glih bi rekel samo izgnanstvo, ampak malo se je potegnila nazaj. Ne. Ni več tako v ospredju odstopala, ker seveda mariborska afera je bila huda, ne samo zaradi finančnega vidika, moralnega vidika? Ja, v bistvu mi smo takrat v nekaj letih izgubili 4 nadškofe. Ne.
Ljubljanski je odstopil, Mariborski je odstopil, oziroma upokojil, ne, in potem še Ljubljanski in Mariborski skupaj. Kaj takega? Nobena škofovska konferenca ne preživi v tako kratkem času, oziroma ne preživi s tako lahkoto ali pa brez travme. Niti nemška neko je ogromna. Kaj šele slovenska, ko je majhna škofovska konferenca, 6 škofov ordinarijev, 6 škofij. Torej, jaz sem pač opazovalec cerkvenega življenja, pišem članke o cerkvi, v tistem kritičnem momentu sem tudi bil malo v teh raznih svetovalnih telesih, bodi si na škofiji, bodi si na vseslovenski ravni in sem te stvari lahko videl malo bolj od blizu. Ja, cerkev je po tem šoku stopila malo nazaj, ker je rabila tudi en premislek. To ni strah pred javnostjo, bolj rabiš ti kot cerkev en premislek. Potem pa seveda en taki šok, ko 4 nadškofe izgubiš, ali pa odidejo, in vse so potem razne olepševalne razlage, načeloma so pa pač odšli, ko bi še lahko bili. Torej, to destabilizira vrh cerkve za 1 desetletje, gotovo. Pa ne govorim, da bi zdaj bili škofje skregane med seboj, ampak neka sistemska nestabilnost se spostavi, In mislim, da pa zdaj to desetletje, te neke nestabilnosti po tem pretresu, zdaj počasi minilo. Mogoče je ta referendum celo malo prelomen, da je pokazal, da so se škofje, bi rekel, spet skupaj spravili. In se ne bojijo. Da cerkev še lahko vpliva na javno mnenje? Ja, očitno še. Saj tudi je kdo rekel, kaj ljudje reče, tudi taki, ki ne hodijo v cerkev, poslušajo, kaj cerkev reče in potem tehtajo, Ker cerkev ni priplavala po župi, to, kar smo na začetku tega pogovora danes nocoj rekla, torej, ni priplavala po župi, mi imamo 2000-letno tradicijo in to, kar smo zdaj pri tem referendumu izvajali ali govorili in zagovarjali, je staro 2000 let. To ni bilo ad hoc zmišljeno za to, da rušimo enega Roberta Goloba. Ja. Oglasila se je Rimsko-katoliška cerkev po teh napadih, ki prihajajo strani vladajoče Svobode. Slovenska škofovska konferenca se čudi nizkemu nivoju, so zapisali, ki so si jo privoščili nekateri izvoljeni predstavniki ljudstva. Zavračajo takšen način komuniciranja, vabijo k umirjenemu, argumentiranemu in nežaljivemu izražanju mnenj. A vi vse te izjave, o katerih so zdaj danes govorila, dojemate kot neke vrste kristjanofobijo v Sloveniji? Lahko rečemo, lahko to na glas priznamo, imamo težave s kristjanofobijo v Sloveniji ali ne? Kakšen segment ljudi gotovo, to lahko povem kot Twitteraš, oziroma X-saš, ali kaj smo že zdaj pod X-om, da recimo kot duhovnika me mimo grede napadejo, zato ker sem duhovnik, pa se ne ukvarja z argumentom, ki ga takrat razpravljam na X-u. Samo na podlagi tega, kakšno službo upravljate, vas napade. Ti, Kler, bodi tiho, tihniš tam, idi v tisto svojo lukno ali pa kaj takega. Jaz sem to že vajen, kak pravi Prešeren, koža podplat, čez in čez postala, podplat, pa ko tovčajo, ampak ni. Ampak vidiš, da v enih ljudeh je kristjanofobija oziroma neko a priori sovraštvo do krščanstva in se osmišljajo tudi v svojih političnih pogledih oziroma niti ne ločijo svojih političnih pogledov od sovraštva do cerkve, takako skoraj si bi nekateri imajo kot prioriteto dejansko zrušiti ali pa se bojevati zoper cerkev. Pač to je v skladu z to splošno miselnostjo, ki ni skupna samo marksizmu in komunizmu, ampak tudi pri francoski revoluciji nekako, da bo moderni človek izumil neko svojo krščanstvo, ki bo boljše, neko novo paradigmo, ki ne bo več krščanska in ki bo boljša od krščanstva. Zdaj, kje je ta moderni človek, kako daleč je prišel s to novim krščanstvom, se pravi novo neko vesoljno povezovalno miselnostjo, čutenjem, brez Boga seveda, kako daleč smo, vidimo zdaj vojne vse okrog in okrog, kaos, družbe se nestabilne, torej ne vem, kako daleč so s tem projektom, ampak še vedno pa nekaj sanjajo, da cerkev pač tisti sovražnik, ki ga treba premagati. Ampak očitno gre za globalni problem. Ravno v Evropskem parlamentu so na pobudo Evropske ljudske stranke prvič, pravzaprav se mi zdi, razpravljali
o preganjanju krščanstva po svetu. In Tako je, to je najbolj preganjena religija na svetu. Tako je. Mi sicer vidimo trpljenje muslimanov, sočustvujemo z ubitimi muslimani v Gazi, tam v Stari Burmi, v Sudanu, ampak hkrati pa seveda moram povedati, da številke pri kristjanih so pa večje, mrtvih, pobitih, preganjanih kristjanov zaradi vere. Ne? Že sama Nigerija, recimo, govorimo o milijonih izseljenih in v zadnjem desetletju in pol približno torej nekje 65,000 mrtvih, ubitih kristjanov. Ne? In zdaj, kako je bilo v prejšnjih desetletjih, jaz pač Nigerije sledim, ker sem imel sošolce iz Nigerije in sem tudi nigerijsko literaturo bral, da sem se z njimi lažje pogovarjal, ne? Ker smo se res bili različni. Oni iz Afrike, jaz pa tudi iz nekega alpskega sveta in smo se tako gledali v Rimu 5 let, ne? Z temi Nigerici. In je nekako bilo to mišljenje, če bomo branili kristjane, bomo politično nekorektni. Ne? V smislu, moramo vse enako braniti. Ok, vse enako braniti. Branimo muslimane, branimo budiste, če so preganjeni, branimo ateiste, če so preganjeni. Ampak ne biti tiho, ko so preganjeni kristjani, ki so pa najbolj preganjeni zaradi svoje vere. Ne? In zelo počasi se zdaj to dviguje, da se tudi osvobajamo od tega obamističnega pogleda na stvari, torej politična korektnost, ne, da govorimo bolj nasplošno, ne povemo pa krivca in žrtve bolj natančno, torej, da se tega osvobajamo in da smo zdaj tudi začeli spregovoriti tudi v parlamentu Evropskem, in mislim, da to je veliki napredek. A pa je to preganjanje kristjanov, ne, o katerem zdaj govoriva, tudi posledica same kristjanske miselnosti, da kristjan nastavi drugo lice? Ja, torej, zdaj v Nigeriji imamo seveda potem obrambne enote, neke vrste vaške straže se pojavijo, da zaščitijo krščansko vas pred temi muslimanskimi napadalci, ki so Boko Haram ali pa Islamska država ali pa ti fulani, ti pastirji, ki pa tudi iščejo boljšo zemljo za svoje črede. No? Tudi to je ta faktor je zraven, ni samo verski. Ne? Torej, imamo potem tudi neki oboroženi odpor, ampak to ni neka krščanska vojska. Ne? Načeloma kristjani živijo mirno naprej, grejo v nedeljo k maši, čeprav vejo, da lahko jih raznese v cerkvi, ne? Ali pa da bodo vdr noter. Torej, ja, pri kristjanih je bolj ta nastavi drugo lice, ali pa celo ne, to, kar je bilo v antični cerkvi, ki je že bilo malo tudi lahko problem, da so pričakovali mučeništvo in mučeništvo razumeli že skoraj da kot ideal. Ne. Ampak to je lahko problem. In tudi že antični škofje so potem kristjanom prepovedali namenoma iskati mučeništvo. Ne. Mučeništvo ni ideal, mučeništvo se ti zgodi, in potem je Božja milost, če ga preživiš oziroma da zdržiš to mučeništvo. Ne? Ampak ni pa, da bi mi iskali mučeništvo. To iščemo življenje, branimo življenje. Ne? Ja. Bi se morala cerkev, kristjani tudi v Sloveniji bolj odločno odzvati na vse te napade, ki prihajajo z leve? Ja, saj mislim, da se kar precej, no, jaz bolj imam vlogo kot duhovnik, da pomirjam to, ne, včasih se ljudje tako strašno bojijo nasprotne strani ali pa druge strani ali pa, ne vem, v mali stvari vidijo že takoj veliko stvar, ne, takoj veliko, ne vem, zaroto, apokaliptiko, ne vem kaj vse, pa gre samo mogoče za en verbalni napad. Ampak ja, veste, tak je, ne, kogar je pičila kača, ta se boji zvite vrvi. Ne? In nas je pičila kača. Mi smo bili žrtev komunistične revolucije, cerkev kot taka. Tudi tista cerkev, ki je bila že poprej izrazito žrtev nacifašizma, govorimo o primorski cerkvi in štajerski cerkvi, je bila potem še žrtev komunizma. Ne? Nas je pičila kača. In zdaj se seveda mogoče kdaj prehitro ustrašimo zvite vrvi. Ampak ta pozornost, ta modrost, torej da znaš sam sebe zaščititi, pa da si junaški v okolju, je eno, ne sme pa to prevagati, da bi ti se zaprl za dialog. Ne? In da bi postal, jaz si ne želim neke militantne križarske cerkve, ki se bo zdaj spopadala s svetom in drugače mislečimi. Ne? Čeprav eni tudi v slovenski cerkvi sanjajo,
ali pa pridigajo, da bi taka cerkev spet mogla biti bolj militantna, bolj bojevita, bolj tako neki viteška. Ne. Ampak če bo želela na dolgi rok preživeti? Če bo želela demokracija na dolgi rok preživeti... Recimo ne, oprostite, ker prekinjam, ne? Recimo, prebral sem nekaj Korana, interpretacije so različne, ampak zdi se, da sam islam, ne, že v svoji sveti knjigi sam sebe v bistvu nekako ščiti pred izumrtjem s to svojo, kako bi se izrazil, priživetvenim nagonom, ne, sveto vojno, če je potrebno. Ja. Islam je, že tako rečem, ne, v narekovajih misionarska religija, podobno kot krščanstvo. Recimo, judovstvo pa ni. Judovstvo nima ideala širiti se. Ne. Judovstvo je religija izbranega ljudstva. Medtem ko pa krščanstvo in islam imata ta ideal širiti se. Seveda so pa metode malo različne. Ne. Krščanski ideal je pač misionarska dejavnost, se pravi pridiganje, oznanjevanje, razlaga evangelija, prepričevanje in zgled. Ne, to je naš način, da se širimo, da evangeliziramo. Ne. Islam ima seveda vse te prvine tudi, ne, zgled, dobrota in tak. Seveda je pa v islamu se pojavil predvsem v zadnjih, jaz mislim predvsem zaradi Irana, iranske revolucije, ne, pa tudi njihovega medsebojnega spopada med šiiti in suniti. Ta spopad ni zanemarljiv in je kar hud. Ne. Tudi vojne so bile med njimi, Irak, Iran, recimo vojna je bila tudi na tej liniji. Ne. Marsikaj v Libanonu ne razumeš, če ne razumeš sunitov in šiitov, ali pa v Siriji. Torej, tudi med njimi je že neka napetost, ne, in potem je se pri njih vzniknil ta ideal bojevitega džihada. Saj džihad je lahko tudi nebojevit, ne, to je kot pričevanje, kot borba za obstoj in podobno, ampak bojevitega džihada in ideal mučeništva, to je še pa hujši. Ne. Se pravi, da ti skozi nasilje in boj dosežeš mučeništvo in si direktno sprejet od Allaha. Si se razstrelil, pobil polno civilov in si zdaj mučenec. Ma kak je mučenec? Ti si zločinec, če si pobijal druge. Ne? Ampak je v enem sektorju teh fanatikov se ta ideal mučeništva ustavil in ta ideal mučeništva, to je nekako tisto teološko duhovno izadje tega islamskega terorizma sploh. Ne? Seveda, ta tekma, če tako rečem, med islamom in krščanstvom je po eni strani čisto naravna tekma, tako kot Ljubljana pa Maribor, naravno malo tekmujete v kakih stvarih, ne? Ker pač si iščemo svoj prostor pod soncem, pa iščemo, kje bi se še razširili in komu bi se predstavili ali pa koga bi še približali našim idealom, našim idejam, ne, Bogu, ki je v ozadju. Po drugi strani pa seveda sta pa ti dve religije tudi lahko skupaj silno močni. Ne, da to se zdaj v tem referendumu pokazalo, ne, da se da z islamom tako lepo sodelovati v teh vprašanjih bioetike, človekovega dostojanstva, transcendence v vsakdanjem življenju. Torej, in jaz mislim, da je to tista smer, ki jo moramo potem naprej peljati. Več bo dialoga med kristjani in muslimani, manjšo moč bodo imeli ekstremisti, bodi si džihadisti, ne, bodi si tudi kakšni naši novi križarji. Kako pa gledate na poskus organizacije mladinskega katoliškega vojaškega tabora, ki je bil na koncu odpovedan? Niso razložili natančno v katoliški mladini, zakaj, govorili so o pritiskih, ampak na koncu niso povedali, zakaj. Vemo pa, da so bili medijski pritiski, nečeš, kaj imajo kristjani z orožjem. Ja, zdaj, če bi katoliška organizacija naredila vojaški tabor, bi bilo čisto nič kaj takega, ne. Pač vojaško izobraževanje, eno se izobraževanj, vojaške veščine so ene izmed veščin. Včasih je bilo ideal za moškega, da se nauči vsaj osnov vojaških veščin, to je si pravi dec si, če si dal vojsko skozi, si odslužil vojsko, tako so nas učili, jaz sem tudi dal vojsko JNA, pravzaprav, jaz sem dal dvakrat, ne, sem bil kadet, pa še potem v vojski, desetar, torej imam kar vse skupaj 3 leta Jugoslovanske ljudske armade za sabo. Torej, če bi oni tako rekli, imamo vojaški tabor, bi pač bilo vojaški tabor. Ampak oni so dali potem ta predelni katoliški, ne, in potem je tu nekje zgledalo, ne, kot kaj zdaj bo katoliška vojska nastala ali kaj bo zdaj to, ne. Jaz mislim, da to šlo tudi za eno narodnost.
v komuniciranju oziroma v zastavitvi. Hteli so mogoče poudariti tudi katoliško identiteto, ampak je šlo po moje tudi za eno nerodnost. In potem je marsikdo na to nerodnost opozoril. Tudi iz cerkvenih krogov je marsikdo opozoril na to nerodnost, in potem so si pač premislili. Bili so pa tudi pritiski, koliko jaz vem, iz dobrega vira od zunanje politike. Češ, ne delajte tega, ker bo to izgledalo kot neko obujanje domobranstva, ne kot oboroženega domobranstva. Čeprav, seveda, zdaj imamo tudi partizane, ki hodijo z mašincami okrog na teh prireditvah in se tudi kitijo z njimi. Tako da ta oboroženost je treba videti, kak in zakaj. Torej, vojaški katoliški tabor, to ne gre skupaj? Obstajajo protestantski tabori, Jesus Camp, jaz sem to šel malo gledati, v Ameriki, ampak to sem že opazil prej, že prejšnje desetletje, da so v Ameriki imajo zgodovini krščanstva je en del krščanstva, ki se stika z vojaškim življenjem in to zelo zgodaj. Mi imamo nekaj mučencev, ki so bili poveljniki rimskih legij. Sveti Ahaci, sveti Maurici je bil poveljnik rimske legije, potem imamo nekaj, ki so bili legionarji ali pa uniformirani rimski vojaki ali policisti. Sveti Florian je bil neke vrste policist, gasilec. Recimo, in že zelo zgodaj imamo pri kristjanih mučence, ki niso hoteli biti vojaki. Zdaj ne vem na pamet njegovega ime, v Severni Afriki, en fant je se odpovedal vojaški službi, ker ni hotel v rimski vojski služiti in so ga ubili in ga štejemo za mučenca. In imamo tudi mučence, ki so bili vojaki. Ko je krščanstvo postalo dovoljena religija, so škofje že razpravljali o tem na enem koncilu. In tam so že potem okrog leta 310-320 so že rekli, da kristjan lahko služi vojsko. Ampak to, da kristjan lahko služi vojsko in da mora biti tudi kot vojak dober vojak in pokoren svojim predstojnikom, je drugo kot pa imeti krščansko vojsko. Ampak ta bližina viteštva, potem srednji vek je pa itak gradil na idealu viteštva, oboroženega moškega, ki je vitez, se pravi, ki je tudi zaščitnik ubogih. Oborožen moški, zaščitnik ubogih in je to njegovo plemenitost, ta plemenita uporaba moči, tako kot pri Spidermanu. Moč je zato, da delaš dobra dela, ta nauk od Spidermana recimo je tudi tu. In imamo eno zgodovino meča in vere. Ja. Imamo viteške redove. V najbolj negativnem kontekstu pa so postavljene križarske vojne. Ja, ampak to so bile evropske vojne. Evropa se takrat versko bila motivirana, ker je tudi napad bil versko motiviran na njo. Islam je prodiral v Evropo. In vse je bilo tu, večino časa so se lepo držali vsak za sebe in bili v miru. In križarske vojne so dejansko nastale potem, ko so se neki dogovori okrog miru, da lahko romari, kristjani v miru grejo v Jeruzalem, ko so ti dogovori padli, potem so se začele tudi te napad. Ampak večinoma teh spopadov med islamom in krščanstvom, ki so bili vojaški spopadi, je bilo na evropskih tleh, v smislu prodirajočega islama, ki ga krščanska vojska zaustavlja. Tako da manj je bilo teh bitk, ki so bile, ko krščanska vojska prodira v islamski prostor. Veliko manj. Morda za konec pregovoriva še nekaj o težavah cerkve. Vi pravite, cerkev ima težave s svojo duhovnostjo. Kaj vas najbolj skrbi? Ja, cerkev zdaj... Cerkev je, kako bi rekel, en teolog, Timotej Radcliffe, ki je bil, mislim, da bil vrhovni predstojnik dominikancev, je rekel, krize so cerkvena specialiteta, mi živimo od kriz. In je rekel, vsaka kriza potem nekaj dobrega rodi na koncu. In že reče, čisto na začetku, recimo, prva kriza, velika kriza, ko je Jezus bil aretiran, nam je dala sveto mašo. Smo dobili zakrament svete maše in odrešenje. Potem druga kriza, ko so kristjane pregnali iz Jeruzalema, pa so bili raztepeni okrog po Bližnjem vzhodu, nam je dala evangelije, ker zdaj se je trebalo pisati. Pa pisma,
pa je bila takrat kriza, katastrofa, morali so bežati. Potem smo pa dobili Evangelije in Pavlova pisma. In tako skozi zgodovino so tudi krize, recimo ena velika kriza krščanstva bila propad antičnega krščanstva, totalna kriza, Rim je propadel in so se potem še teologi med sabo prepirali, še celo Avguštin je umiral zagrenjen, ker so vandali prodirali v Severno Afriko, ker je on bil škof. Torej, ampak tista kriza je rodila krščansko Evropo. Ne? Tako da krize kot take v dolgi zgodovini cerkve so pač naš vsakdanji meni. Seveda, zakaj pa zmagujemo v njih? Ker smo ljudje upanja, ne? Ker si ljudje besede in upanja, ker si povemo, ker znamo debatirati in zdaj še zlasti v tem obdobju po papežu Frančišku pa še to bolj poudarjeno, o vseh stvareh spregovoriti, ne skrivati, ne pometati pod preprogo, ne. In ker vedno upamo, ker nam ena stvar ne gre, ne rečemo, zdaj pa bomo kar zaprli štacuno. To delajo stranke, ko ena ne gre, jo zaprejo, pa naredijo drugo. Ne? Mi ne, mi smo vedno ljudje upanja, gremo naprej in se očiščujemo skozi krize. Seveda, so pa zdaj tudi krize, ki niso enostavne. Recimo, ena od teh kriz je prvič in to je splošna sekularizacija. Tega še v zgodovini krščanstva nismo imeli. Splošno zapuščanje cerkve, ne? Tako da nekaj narodi se versko ohlajajo. Čeprav so še nekje v nekem smislu krščanski, po tradiciji, po krstu, se pa že ohlajajo. Ne? To je ena nova situacija. Recimo, je to specifika za Evropo? Za Evropo in zahodni svet. Ampak vidimo, ne, da potem odtod potem gre naprej, že malo v Južno Ameriko, in bo šlo počasi naprej. Zdaj tudi krščanstvo trenutno zelo raste v Afriki in v Aziji. Teda krščanstvo v svetovnem smislu ni v krizi, v evropskem smislu je v krizi, ne? V svetovnem pa je še vedno v rasti. Ne? Mi imamo tudi vatikanske statistike o rasti katolištva, so lepe statistike, ne? Ni to tako, recimo, da bi zdaj bili na kolenih. Je pa v Evropi seveda problem ta sekularizacija. To je nekaj novega. No? In to je ena nova kriza. In marsikdo pravi tudi zamenjava prebivalstva. Ja, zdaj seveda, ker zdaj s to, ko ljudje zapustijo Boga, zapustijo še kaj več kot Boga, ne? Ali pa kaj zraven k Bogu spada življenje. Ne? In ljudje začnejo živeti bolj egoistično, bolj individualistično, bolj za vsak za sebe in potem otrok postane tudi ovira za en totalni ali pa neki razcvet hedonističnega stila življenja, recimo, ne. In so te civilizacije, ki hkrati, ko se oddaljujejo od Boga, tudi zamirajo. Ne, zamirajo tudi demografsko. Ja, in potem ustvarjajo prazen prostor. Jaz iz teh priseljevanj ne bi delal neke hude apokaliptične ali pa neke zarote videl v njih, ne, ali pa neko strašno apokalipso, ampak enostavno prazen prostor kliče nekoga, da vstopi van. In Evropa ustvarja prazen prostor. Kakšna je pa rešitev za Evropo po vaše? Ja, torej, Janez Pavel II, ko je postal papež leta 77, je zakričal, ne, tam takoj, ko je bil izvoljen, potem, ko je imel umestitev, je ta njegov krik prišel iz Rima, torej po celem svetu, ne bojte se Kristusa. Ne. Torej se pravi, krščanstvo ima ogromno problemov, grehov, grešnih duhovnikov in škofov ima, ampak jedro krščanstva je Kristus, ne. Ni človeško meso, tole moje minljivo in razpadajoče in nepopolno meso, moja psihologija, moja duša, ne. Jedro krščanstva je Kristus, vera v njega. Ne. In je pozval, torej, ne bojte se Kristusa, iščite znova njegovo obličje. Ne. Torej, nova evangelizacija, ne smemo obupati, ne smemo reči, zdaj smo pa zafurali zgodbo. Nismo je. Zdaj moramo drugače povedati, na nov način, bolj svež način, pa bolj prepričljiv način in očistiti sebe. Ne. Ta zgodba s pedofilskimi duhovniki, recimo, se bere tudi kot zgodba, kot klic k očiščenju. In to se tudi dogaja. Ne. Očitajo vam sicer, ne, da se kaj dosti s tem cerkev ne ukvarja, ampak Vatikan se s tem precej ukvarja v zadnjem času. Precej. V Sloveniji imamo, če prav razumem, vsako leto molitev za vse, ki so bili tudi v cerkvi zlorabljeni. Je to dovolj? Ja, torej, v primarni pogled v
teh zadevah je vedno pogled žrtve. Žrtev mora biti prva in k njej gremo najprej, ne? In njej najprej ponudimo roko. Ne toliko storilec. Seveda, storilca pa spet ne smemo po logiki lova na čarovnice obsoditi že s prve. Ne? To se je pa tudi dogajalo tudi v našem prostoru, da se pri primeru duhovniških sumov na spolno zlorabo pri duhovniku kar sprožil mehanizem lova na čarovnice in smo imeli tudi po krivici obtožene duhovnike že, ne. In potem, kaj se zgodi, ko je nekdo po krivici obtožen, da potem več ne verjamemo v obtožbe ali pa ne verjamem v te procesu očiščenja, ker se nam zdi, da bo vse postalo lov na čarovnice. Ne? In potem se bo pravi zločinec spet lahko bolj skril ali pa potuhnil. Ne, torej, moramo biti zelo previdni, zelo pravični in zato imamo tudi sodstvo, da to natančno razišče in da smo ziher, ko nekoga obtožimo. Ampak naš prvi pogled je pogled žrtve. Ne? In jaz mislim, da to cerkev to naredila. In veliko žrtev, ki je to dalo skozi, ni izgubilo, eni so izgubili stik s cerkvijo ali pa se uprli cerkvi, ne. Ampak veliko pa jih ni, ne. So ostali verni ljudje in se danes tudi so v naročju cerkve, ampak seveda z posebno nego ali pa s posebnim odnosom, ki pa spet ne more biti vedno javn, se gre za intimne zadeve, ne. Se pa mora ta kultura spostaviti, torej, da imamo žrtev v ospredju. No, saj s pedofilijo ima problem vsaka družba in obstaja v skoraj vsake poklicu do neke mere. Ne? Ja. Ampak najbolj pa je na udaru, ko je prisotna med duhovništvom. Ne? Tako je prav. Duhovništvo predstavlja evangelij, simbolni lik, duhovnik je nekako simbolni lik za božjo navzočnost, ne? Tudi zakrament duhovništva se razume kot zakramentalna navzočnost duhovnika, se pravi božja navzočnost v prostoru, ne? Torej je zakrament duhovništvo in meni je čisto prav, če se duhovništvo zelo strogo obravnava in zelo strogo tudi kaznuje za zločine, če jih je naredilo in ko jih je naredilo. Ne? Ampak se potem tu ne sme ustaviti. Mi ne smemo zdaj duhovnika uporabiti za grešnega kozla, zdaj smo pa ga zmleli, no in zdaj smo opravili. Ne, zdaj pa še pogledamo šolski sistem, pa pogledamo v telovadnice, pa pogledamo v vojsko, ne, pogledamo po družinah, pogledamo v romska naselja, 12-13-letne punčke, ki so torej, zanosijo, one imajo spolno življenje že gotovo že malo prej, če že takoj, ko lahko torej zanosi, že zanosi. Ne? Torej, a tisto ni pedofilija. Ne? Torej, imamo te sisteme, ki jih je treba tudi prevetriti. Ali pa kulturniški lobi, ne? Kulturniki, vse vemo, droga, Ljubljana, kulturniška scena, droge in droge za posilstvo. Ne? Kaj je to? Ne? Torej, če se gremo čiščenja, gremo vsi v proces čiščenja. Ampak tu se zdi, da včasih poskušajo na duhovnikov bolj uporabiti kot strelovod, kot neko latrino, kamor vržemo gnoj, sunemo od sebe in smo nekako očistili, smo drugi nekako imamo občutek, da smo boljši in očiščeni. No, ampak sprejmate, da za vas pač veljajo višji standardi, višje zahteve, ja. Konec koncev, kot predstavnik cerkve, ne, Boga. Ja, če veljajo za mene višji standardi, to na nek način tudi priznanje, ne. Po paradoksu je to priznanje, da se od mene dosti pričakuje, ne? In da imam taki poklic, ko se dosti pričakuje. Hvala Bogu, če to v meni vidijo, da od mene dosti pričakujejo. Ne? Tako da me potem lahko tudi strožje sodijo. Ne? Jaz pravim, nimam težav s tem. In tudi v mojem javnih nastopih ali pa kolumnah sem vedno bil tu zelo strog ali pa v enih stvareh celo malo avantgardni, ne? Da sem kdaj že vnaprej, recimo jaz sem leta 2002, ko še se o tem ni govorilo, imel celo večerno predavanje na Nikodemovih večerih o pedofilskih duhovnikih in o nevihti, ki se je pripravila. Takrat je bil Boston, pa nekaj italijanskih primerov, ampak se je že pokazalo, kaj bo, ne. In takrat je tisto moje predavanje, na koncu predavanja je vstal en mlad fant, izobraženec in rekel, pater, pa kaj si nam ti hotel sploh nocoj tu povedati? Nekaj v prazno si govoril, ne, v smislu v tem, ne, da mi je nekako dal vedeti, da sem govoril ene stvari, ki niso problem, da si jaz mogoče malo izmišljujem. Ne. Čez 5-10 let pa je že to bilo v vseh medijih in povsod veliki problem. Pa menite, da gre cerkev
kot celota zdaj v pravo smer. Ja, gre. Od vrha navzdol lepo v pravo smer. Ne. Papež Frančišek je tukaj postavil zelo stroga merila. Zelo stroga. Glejte, jaz sem tudi žrtev teh meril. Ne. V smislu, da odkar so ta merila, jaz se več toliko z otroci ne ukvarjam. Držim se teh smernic, ki so zdaj. Kaj se je spremenilo konkretno? Recimo, prej po veruku otrok ostal, nihče ni prišel po njega, pri nas ni kombijo, potem so zaselki gor po hribih. Sem rekel, daj pridite, me jaz peljal domov in sem ga odpeljal domov. 5 minut v eno smer, 5 minut v drugo smer, tak. Tega več ne smem, ker ne smem biti sam z otrokom v avtu. Potem druga stvar, če otrok pride k veruku, prej pa se nima kam dati, ne sme biti v istem prostoru kot jaz. Potem jaz ga pustim v učilnici, jaz pa grem v drugo stanovanje, ne? Ali pa sedim na klopi zunaj, da pač nisem z njim, ko je sam. To so te smernice, ki so nam dali. Ampak to ni čisto pedagoško gledano, pa to ni normalno, da jaz otroka samega puščal. Ne? Ampak zdaj moram. Ali pa recimo, da jaz sem skaut. Ogromno sem prespal na taborih, pod drevesi, z mladino sem in tja, v bivakih pod snegom sem že spal in v šotorih. Ne? Zdaj več ne spim na taboru. Zvečer ob 10 se vrnem domov, čeprav je moj dom 50-60 km stran od tabora, grem spat domov, ker so zdaj pravila, da ne spimo na istem prostoru, kjer spijo otroci. To so zdaj ta splošna, tudi podrugod po svetu, ta preventivna pravila se spostavlja in tisti duhovniki, ki smo veliko delali z otroci, smo tudi na nek način zdaj malo žrtev teh pravil. Ampak jih sprejmeš, ne, za skupno dobro. Pa menite, da bodo ta stroga pravila odvrnila perverzneže, da tako rečem, da se skrijejo med vaš poklic? Zdaj, koliko zdaj vemo o pedofilskem instinktu, je to tako močen instinkt, da te omejitve tega ne bodo preprečile. Ne? Tisti, ki ima hud namen zlorabiti, bo prej ali slej to storil. No? Je pa res, da je v teh primerih, če se držiš teh pravil, se precej izogneš tem možnosti lažnih obsodb. Ne? In tudi tak primer v Sloveniji poznamo. Ne? Ja, poznamo primer gospoda Klopčiča, tule z Preske, duhovnik, ki je eno desetletje bil brez duhovniške službe, da se je razčistil en primer obtožbe, ki se je izkazal za neresničnega. Kaj točno se je zgodilo? Zdaj ne vem točno, ampak nekje eno dekle naj bi imelo neke strahove in naj bi reklo, da je verjetno se je nekaj kazal neki moški in potem so imeli to nekako indic, da bi to lahko bil župnik in nekako. Izkazalo pa se je za sanje, če se prav spomnim. Ja, mislim, da nekaj takega. Zdaj to jaz ne morem iti v to kazistiko, ampak na koncu se je skazalo, da mislim tako neka daljna indična sodba ne moreš človeku uničiti življenje, ne. Tako, no, on je zdaj spet nazaj duhovnik in lepo mašuje, tako kot treba, in vodi župnijo. Ampak eno desetletje je bil izključen iz duhovniškega delovanja, iz življenja v duhovniškem zboru in se je preživljal, mislim, da kot šofer, ne, da je dal skozi te procese. Zaključiva v pozitivnejšem tonu. Pred nami je adventni čas, božični čas. Kaj polagate na dušo našim gledalkam in gledalcem? V skladu s tem geslom svetega leta, da smo romarji upanja. Torej, ljudje imamo ogromno težav, vedno bojo, nek trn bomo vedno imeli v meso, ne? Taki ali drugačen, ampak človek ne sme obupati, vedno mora dvigniti glavo in narediti tisti korak naprej proti svetlobi. Gospod Branko Cesnik, hvala za obisk na Domovini. Hvala vam. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost.